Jaz sem Janin, verjetno me že poznate, tole je pa Matjaž Presen. Pozdravljen. Ampak zdaj je dobro, recimo, da greš skozi Saharo ali pa Venezuelo ali pa karkoli. Kako pa ješ potem? Posod so ljudje. Ne, mislim, da ješ, se ustaviš v kraju, pa tam najdeš kakšno gostilno ali kaj temu podobnega? V glavnem si kuha sam. Aha. S tem, da... Kaj te priješ v vas, vprašaš nekoga, če greš lahko za njegove hiše? Ali greš pa na glavni trg? Posod so neke tržnice, recimo. Običajno potujem sam, izključno sam potujem, zelo redko imam družbo. In če gre človek nekam okrog sam, zelo hitro dobiš lokalne prijatelje. In tukaj v Afriki isto, greš to ene vasi pač, se usedeš, pridejo domačini takoj, ne? Zraven. Recimo ena taka finta v arabskem svetu, ki funkcionira, prideš v neko vas, kjer zagotovo ni nikjer nobene restauracije in vprašaš za restauracijo. In potem je bilo, ne, boš pri meni jedel. In jaz sem vedel, da me bo povabil, ampak potem sem pa rekel, ampak tudi noč bo, pa rabim nek hotel za prespati. Nikoli ne spim v hotelu, spim v šotoru. Ampak ne boš pri meni spal. Torej, zelo hitro se lahko povabiš na dom, če si sam. Zanimivo, da bolj ko so revni, bolj so gostoljubni. Tako, ja. Ampak tudi tako je, če človek sam zelo lahko nek domačin dostopa do tebe. Čim si pa v dveh, ali pa recimo je skupina, je to že takoj ena zaključena družbica, ki imajo oni malo mogoče že komplekse se vključiti v to. Kako se pa sporozumevaš? Francosko, špansko, znaš kaj? Dejansko v vsaki državi sem potegnil toliko jezika, kakor sem ga rabil. Recimo v Afriki bolj francoščina? Francoska, sem da Maroko je zanimivo. Recimo, jaz sem dolgo mislil, da obvladam francoščino. No, potem sem si se v gimnaziji učil? Ne. Ampak tako, v Maroku sem se naučil. Ampak potem so mi se pa eni Francozi začeli režati. In pa smo prišli na koncu do tega, da maroška francoščina je špansko-francoska maroščina. Da je dejansko en tak miks španščine in francoščine. In enkrat sem se tudi z Južne Amerike peljal z avionom nazaj in sopotnik na letalu je bil en Ekvadorc, ki je živel v Nemčiji in na koncu ugotovimo, da sva sklamfala en tak esperanto iz angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, pač nekaj čisto svojega. Moj prijatelj je bil enkrat z mano v eni špansko govoreči južnoameriški državi, znal ni nič španščine, ampak je zmečkal skupaj tisto, kar je znal italijanščine, tako kot znal vsak Slovenec, pa tisto francoščine, kolikor se je še spomnil iz gimnazije in je naredil nekakšen jezik, ki so ga kar razumeli. Presenetljivo je, kako hitro se lahko sporazumeš. Ampak, tako recimo tudi zaradi tega potujem sam, ker je ta proces bistveno lažji. Jaz sem prisiljen se prilagajati, ker čim si ti zdaj recimo, ne vem, v skupini ali pa celo v neki organiziranem potovanju, te potrebe ni. Vse ti drugi zrihtajo. Tudi ta komunikacija, ki jo dejansko dnevno rabiš, jo imaš s prijatelji. Če pa prideš nekam sam, dejansko vso komunikacijo imaš samo z lokalci. Pa s kakšnimi popotniki, ki jih najdemo. V Venezueli ti je tudi prišlo? Ja, mislim, gre. Dobro, ti si primorec, kar pomeni, da verjetno znaš nekaj italijansko, ne? Nekaj malo italijansko, ampak ta osnovna komunikacija je izredno enostavna in tukaj ni dejansko nobenega strahu, da bi človek ostal brez prenočišča, brez hrane, brez prevoza. Se že nekaj zgodi? Ker iz tistega konteksta pobereš. Probleme recimo internetne
komunikacije je, da ni neverbalnih znakov. Medtem ko pa v svetu neverbalnih znakov, mislim, v svetu verbalnih znakov, pa recimo že izraz na tvojem obrazu se pove.